Dober dan, to je NN studio. Kaj bo Anže Logar storil s političnim kapitalom, ki ga je pridobil na predsedniških volitvah? Je vprašanje, na katerega čakamo odgovor že dober mesec dni, kolikor je minilo od Logarjevega poraza proti Nataši Pirc Musar. Bo na čelu SDS zamenjal Janeza Janšo, bo ustanovil svojo stranko, dela načrte o svoji politični prihodnosti sam ali pa pod budnim očesom Janeza Janše, hegemona na desnici, kjer po letu volilnih porazov vlada zelo visoka napetost. Matej Tonin daje jasno vedeti, desna sredina mora skovati načrt, kako bo lahko na volitvah zmagovala. A z Janezom Janšo po njegovi oceni to ni več mogoče, saj se, tako Tonin, vsake volitve sprevržejo v glasovanje proti Janši in tako v prid levi sredini. Anže Logar je danes ekskluzivno v našem studiu, to je njegov prvi intervju po koncu predsedniške tekme. Dober dan, dobrodošli. Lep pozdrav. Torej, gospod Logar, vsake volitve se sprevržejo v glasovanje proti Janši, sporoča prvak Nove Slovenije Matej Tonin. Ali je bilo po vaši oceni tako tudi na predsedniških volitvah, ki ste jih sicer izgubili, ampak hkrati je pa za vas glasovalo kar 414.000 volivcev, kar je po številu glasov drugi, po odstotku podpore pa celo najboljši rezultat predsedniškega kandidata z desnega pola doslej. Nesporno je desna sredina v krizi in pred resnimi izzivi za naprej, zato zelo jasno vprašanje tudi za vas. Je čas, da se Janez Janša umakne z političnega prizorišča? Zdaj sem šel to predsedniško kampanjo z nekim jasnim sporočilom, da glasovanje proti, ki ga spremljamo praktično od leta 2008 v slovenskem političnem prostoru, ne prinaša želenega rezultata. In zato sem tudi jasno povedal, da bo moja kampanja za. In smo na ta način oblikovali tudi slogan za prihodnost. Zdaj na vprašanje, a so zmagali glasovi proti, na nek način so. Na nek način so, ampak hkrati je tu tudi pozitivno sporočilo. Bilo je velik del volilnega telesa, ki se je odločil glasovati za. In teh 414.029 glasov je glasovalo za. In mislim, da je to pomembna popotnica, ki kaže tudi pot naprej. In verjamem, da je tudi pri protikandidatki, gospe Pirc Musar, dobršen del glasov bil glasov za. Vendar pa je bil ravno zaradi postavljanja nekega enačaja tudi določen del glasov proti in ti glasovi proti so odločili tudi te volitve. Žal, ampak v politiki je vedno tako, da volivci imajo vedno prav in da se iz vsake take zgodbe nekaj človek nauči. Mislim pa, da je tisto, kar bo Slovenijo pripeljalo naprej in kar nam bo vsem dalo to zadovoljstvo, da vendarle politika izvršuje pričakovanje volivk in volivcev, je tisto, ko bo enkrat v prihodnosti zmagal glas za. No, dejstvo je, da je SDS letos izgubila parlamentarne volitve, posredno tudi predsedniške, potem še vse 3 referendume, lokalne volitve pa so pokazale, da stranka v večjih mestih izginja. Vi ste po prvem krogu lokalnih volitev odstopili kot predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana. Rekli ste, da je tako prav, ker rezultat ni dober. Vi očitno prevzemate odgovornost za poraze ali potem takem tudi menite, da bi moral z mesta predsednika stranke po letu političnih porazov odstopiti Janez Janša? No, to ste pravilno povedali, jaz prevzemam odgovornost. Ja, mislim, da je verjetno tudi zaradi svoje izkušnje v Evropskem parlamentu, ker sem od 2003 do 2006 spremljal praktično z delovne mize evropsko politiko, me je na nek način to oblikovalo, tudi moja politično miselnost in način razmišljanja pri teh vprašanjih. In sam vedno sem tako ravnal. Rezultat na lokalnih volitvah v Ljubljani je bil poraz. In zato sem sprejel politično odgovornost. Tudi v predsedniški kampanji sem pa že dejal, da sam ne sodim drugih, lahko odgovarjam samo za svoje dejanja. Ampak vendarle, vprašanje je kar preprosto, ne? Ali bi moral po takem volilnem letu Janez Janša odstopiti kot predsednik stranke, da ali ne? To je njegova odločitev. On vodi stranko, vodijo že dlje časa in ukolikor bi se sam tako odločil, bi se to odločil. Vse to je vprašanje ravno tega, te politične odgovornosti, da o politični odgovornosti presoja vsak sam. Jaz sem sam na svojem primeru, na primeru Ljubljanskega odbora,
presodil, da s svojo aktivnostjo ne morem več izboljšati tega rezultata, kot sem ga dosegel leta 2018, da je ta rezultat pač predstavljal nek drastičen padec navzdol in zato sem prevzel to odgovornost. Pa ste mu morda rekli po takem volilnem letu, po letu porazov, da naj razmisli o tem, naj odstopi, ali se sploh niste o tem pogovarjali po vseh teh volitvah? Jaz prevzemam odgovornost za odbore oziroma za organe, ki jih sam vodim. In za ljubljanski odbor tudi bi bilo za mene neverjetno, če bi mi kdo drug predsodil to oziroma poskušal na ta način sugerirati. Smo pa imeli odprto razpravo na to temo v ljubljanskem odboru, tam sem svoje povedal. Kar se tiče na državni stvari, je pa to stvar predsednika stranke in pa tudi izvršilnega odbora. Torej, razumemo, da imate različne standarde, ampak tudi, da mu očitno niste povedali tega oziroma ga pozvali k razmisleku o tem. Kmalu po porazih na referendumih je sicer Janša članom stranke poslal pismo, v katerem opravičuje slabo leto za SDS. Zapisal je tudi, da se je v Destrniku v polni sestavi sestala poslanska skupina SDS, ki je, citiram, enotno začrtala smer delovanja v prihodnje, stranka pa da ostaja močna, odločna, državotvorna in enotna. Konec citata. Vi ste bili očitno tam, gospod Logar, se ste seveda poslanec SDS. Kaj konkretno pomeni, da je stranka enotno začrtala smer delovanja v prihodnje? Kakšna smer je to konkretno? Gre stranka naprej z Janšo ali pa ga boste na mestu predsednika SDS zamenjali vi? Zdaj, to vprašanje se vsake 5 minut pojavlja v slovenski javnosti. Mislim, da je nepotrebno izpostavljati ta vprašanje, posebej zunaj stranke, ki, boste razumeli, sama odloča o tem, po kateri poti gre stranka naprej. Zdaj, na tem posvetu smo na nek način naredili presek leta in načrte za naprej. Vsak poslanec je predstavil tudi svojo vizijo in v tem pogledu mislim, da je bila debata zelo koristna, zelo odprta in res brez kakršnihkoli zadržkov. Kakšna je pa vaša vizija? Ste rekli, da je vsak poslanec predstavil svojo? Ja, jaz stojim za tem, kar sem predstavljal v predsedniški kampanji. Vedno se bom zavzemal za kampanjo za. Tudi mislim, da način in sporočila, ki sem jih dajal med predsedniško kampanjo, so na nek način tista, ki me tudi oblikujejo v smeri mojega političnega delovanja in nameravam na ta način nadaljevati tudi v prihodnje. In mislim, da dialog, odprtost in usmerjeno v prihodnost je tisto, kar Slovenija potrebuje. Še posebej, ko vidim, kako se zaostruje politična razprava aktualne koalicije, ki praktično ne zamudi priložnosti, da ne vnaša nove delitve v slovenski politični prostor. To bova v nadaljevanju seveda obdelala. Če se vrneva k vaši stranki, redni kongres SDS je šele leta 2025. Bo Janša vse dotlej predsednik stranke? Ste se to dogovorili v Destrniku? Mislim, izredni kongres bi pomenil neko izredno dogajanje. Zdaj, pred nami mislim, da je 3 leta in pol mandata aktualne koalicije, ne nujno z istim predsednikom vlade, ampak mislim, da predčasnih volitev ne pričakujemo, tako da ta časovnica mislim, da na nek način oblikuje tudi strankarsko politično dinamiko. Pa se vi, gospod Logar, vidite na čelu SDS-a in če se, ali ste se za to funkcijo pripravljeni spopasti z Janezom Janšo ali pa bi stranko prevzeli samo v primeru, če bi se on umaknil in vam dal svoj blagoslov, da ga lahko nasledite? Zdaj, v gospodarstvu sovražni prevzemi dostikrat ne rezultirajo v pravo smer. V politiki pa še bistveno manj, ker politika deluje po načelu dialoga. In mislim, da posebej, ko govorimo o prihodnjih izzivih, mislim, da je potrebno še posebej pri neki politični sili, ki je zaznamovala od osamosvojitve pomembno politično pot in zavzema in predstavlja pomemben del volilnega telesa, te stvari na nek način predebatirati znotraj. Ampak vse vi vidite na mestu predsednika te stranke. Imate sploh to ambicijo? Lejte, jaz sem dal to predsedniško kampanjo z nekim res zagonom, z srčnostjo. 5 mesecev sem delal vsak dan na terenu. Vložil sem v to vso energijo in pridobil dobršen del volilnega telesa, 414 029 glasov. In
to je na nek način zame politična obveza. Mislim, da je bilo to sporočilo z strani volivk in volivcev jasno, da potrebujejo to politiko za, in jaz v nadaljevanju nameravam se odzvati temu klicu, ki je na koncu koncev prišel iz terena. Jaz mislim, da so vse opcije odprte, za katero pot se bom odločil, je tudi stvar politične dinamike. Mislim, da je tudi... Ampak to ambicijo torej imate, če pravite, da je pač vse odprto. Zdaj, jaz sem v politiki že 23 let. Če ne bi imel ambicij, bi že predhodno zapustil. Kot veste, je bilo veliko preprek na tej poti, ampak kljub temu sem vztrajal, pač vztrajal bom tudi naprej. Katera pot bo tista pravilna, je pa tudi odvisno od političnega dogajanja. Še enkrat, časovna dinamika je relativno razpotegnjena, 3 leta pa pol je do naslednjih volitev in mislim, da v tem primeru je še kar nekaj časa za razmislek. Ja, ampak a sta se kdaj z Janšo že pogovarjali o tem, da bi ga vi nasledili na mesto predsednika stranke? Sta govorila o tem? Govorila sva o prihodnosti, ja. Tudi torej o tej možnosti, konkretno vas sprašujem o tej možnosti. Ja, ampak kot veste, tudi konkretno sam ne obrazlagam, kaj se pogovarjajo znotraj krogov, kjer pač udejstvuješ svoje politično volilo oziroma svoj politični mandat. Kaj pa ste se pogovarjali, ko ste se pogovarjali o vaši prihodnosti? Katere opcije so bile na mizi? Ne gre za to, katere opcije so na mizi. Gre za to, o katerih opcijah sam razmišljam, da so najprimernejše. Katere pa so? Sem rekel, vse opcije so odprte in v tem trenutku je prezgodaj. Zagotovo pa, da ko bo pravi trenutek, bom vedel, katera opcija je prava. Če bi vi kdaj vodili SDS, kako bi bila stranka videti pod vašim vodstvom, bi bila zelo drugačna, kot je pod Janševim? Jaz sem povedal, da v predsedniški kampanji sem predstavil svojo vizijo politike. Ravno zaradi dragocenosti časa, ki je relativno omejen tudi v politiki, mislim, da je treba ta aktivnostni del politike zelo natančno prerazporediti, zato se ne toliko ukvarjati z tistim, kar je narobe, ampak predvsem s tistim, kar je treba popraviti, torej s tistimi politikami, ki jih lahko spremeniš. In jaz bi šel v to smer, da bi se dejansko s konkretnimi stvarmi, ki bi izboljšali življenje državljank in državljanov, s konkretnimi politikami in na nek način z nekim zagonom poskušati spremeniti številne slabosti, ki so v naši državi. Tukaj so zdaj pri vprašanju, kako boste vi unovčili politični kapital z predsedniških volitev na mesto predsednika SDS, očitno še ne. Spomniva se vaših besed po porazu, ki so močno odmevale. 23 let sem v politiki, v tem času sem se marsičesa naučil. Tudi tega, da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Danes smo na začetku nečesa velikega. Na začetku česa velikega smo, gospod Logar, katera vrata so se vam odprla? Po tej izjavi so se pojavile zelo različne interpretacije tega, veliko so se marsikateri politiki, tudi novinari s tem ukvarjali. Pa če pojasnite to zdaj, katera vrata? Pa sva se malce prej o tem pogovarjala. Dobro, lahko vendarle malo bolj pojasnite, da ne bo spet kakšnih nesporazumov, na pragu česa velikega sta? Na pragu spreminjanja paradigme politike v Sloveniji iz glasovanja proti v glasovanje za. Mislim, da je to ta pomemben strateški preboj. Glejte, če si volivec, pa glasuješ proti. Glasuješ proti in po logiki izbereš v svoji glavi manjše zlo od nekega drugega zla. Si še vedno glasoval za zlo. In si potem razočaran nad tem. Mislim, da potrebujemo v Sloveniji en tak tudi miselni preskok, da je treba glasovati za program, za ljudi, za neko paradigmo razmišljanja v politiki. Vse pretekle volitve so bile res glasovanje za in vse so rezultirale v nezadovoljstvo. A ni po 4 poskusih že pri čas, da na naslednjih volitvah razmišljamo o glasovanju za? Ampak tukaj v središču Janez Janša, ljudje glasujejo proti njemu. To se je izkazalo na mnogo katerih volitvah, tudi na letošnjih, kot sem že
na začetku dejal gospod Logar, dejstvo je, da če želite ohraniti politični kapital z predsedniških volitev, boste morali najti način, kako ostajati v središču pozornosti javnosti in to je pravzaprav zdaj vaš največji izziv, kajti do parlamentarnih volitev je še 3 leta in pol, do kongresa SDS 2 leti in pol, kandidatura za evropskega poslanca leta 2024 pa menda za vas absolutno ne pride v poštev, to drži? Drži, ja. Zakaj pa ne? Jaz sem to evropsko izkušnjo že dal skozi, pač leta 2003, takoj, ko je bilo jasno, da se Slovenija, oziroma da se Evropska unija širi z 10 novimi članicami, sem odšel v Evropski parlament, 3 leta sem tam pomagal na nek način, da je ta tranzicija bila čim bolj mehka, da se je bilo čim lažje poskrbljeno za vključitev teh novih članic v vse te odbore, tudi v Evropskem parlamentu. In meni je ta izkušnja dovolj. Mislim, da je bolj pomembno in da lahko več doprinesem k razvoju Slovenije v Slovenijo. Zato sem se tudi vrnil iz Evropskega parlamenta. Marsikdo je bil presenečen, ko sem dejal tudi svojim kolegom in tam v kadrovski službi, da se želim vrniti v Slovenijo, ker ponavadi tega ne počnejo tisti, ki se zaposlijo v evropskih institucijah. Ampak vrnil sem se ravno zato, ker je moj občutek, da lahko več spremeniš in več prispevaš k razvoju doma. In v tem pogledu mislim, da v naslednjih 3 letih in pol je tudi čas, ko se izkristalizirajo vse možnosti, ki so pred nami. Razumem torej, da ostajate poslanec SDS, ampak kaj bo potem takem drugače, gospod Logar? Zaenkrat torej nič, ne? In da lahko v bistvu za zdaj samo čakate na neko svojo priložnost, ki lahko pride ali pa tudi ne. Razen morda, da boste za razliko od časa zadnje Janševe vlade večkrat javno povedali, s katerimi odločitvami ali potezami stranke in njenih vidnih članov se ne strinjate. Jaz ne bi bil tako pesimističen. Čas, ki je pred nami, je kar dinamičen. Mislim, da bo tudi čas, ko se bo treba tudi jasno postaviti za nekatera vprašanja. Pred nami je skorajšen zlom zdravstvenega sistema, tudi dogajanje na aktualnem političnem parketu. Mislim, da ne vzbuja optimizma, prej velik pesimizem. In mislim, da tu slovenski politični prostor potrebuje en čim širši na nek način razmislek, po kateri poti. Mislim, da je to, kar sem v svoji predvolilni kampanji poudarjal, ta konferenca oziroma konvencija o prihodnosti Slovenije, danes v bistvu še bolj kliče po tem, kot je v času predvolilne kampanje, ravno zaradi vseh tenzij, ki jih lahko danes spremljamo. Kaj torej povedujete? Neko civilno-družbeno platformo? Kaj lahko pričakujemo? Zakaj konkretno? Jaz mislim, da Slovenija potrebuje eno tako zelo široko razpravo o ključnih izzivih, ki so pred nami. V kakšni obliki? V obliki platforme, združenja, kako boste to organizirali? Boste to vodili vi? Kdo bo zraven? Zdaj, se pravim, imamo čas, ki je pred nami. Mislim, da je treba vse te stvari tehtno razmisliti. Kot veste, iz moje pretekle politične izkušnje nikoli ne skočim na prvo žogo in precej razmislim ta vprašanja, ampak mislim, da ena taka iniciativa je potrebna za Slovenijo. Vsekakor je takšna iniciativa oziroma platforma, če do nje pride, lahko nekakšna pot do ustanovitve nove politične stranke. Zakaj pa niste recimo takoj po predsedniških volitvah začeli s postopki za ustanovitev svoje stranke? Zakaj pa bi? Bom drugače vprašal, ker je to ena od opcij tudi, ne? Ja, ali ne? Ja, ampak sem dejal, da je dinamika razvoja političnega prostora v Sloveniji takšna, da terja kar nekaj spremenljiv, ki jih daš v enačbo, da potem dobiš končni rezultat. Ne pozabimo pa, jaz sem 23 let že član Slovenske demokratske stranke, mislim, da me na to vežejo številni lepi spomini in tudi na nek način dolžnost ali pa obveznost do volivk in volivcev, pa tudi do članov, in mislim, da v tem pogledu vsakršno takšno prehitevanje ne bi imelo nobenega smisla. Dejstvo je, da iz preteklosti poznamo primer ustanovitve nove desnosredinske stranke, ki je Janez Janša ni vnaprej odobril. Govorimo o Državljanski listi Gregorja Viranta leta 2011, kar je Janša takrat označil kot zahrbtno in nedostojno. Virant je na naslednjih volitvah po izstopu iz Janševe vlade in po vstopu v levo vlado
Alenke Bratušek potem pogorel in se umaknil v tujino. In ta primer, gospod Logar, je tako rekoč učbenik za vse na desni sredini, ki bi razmišljali o novi stranki brez Žegna. Janeza Janše, torej tudi vi bi ga v primeru ustanovitve svoje stranke potrebovali, sicer bi tvegali politično smrt. Se strinjate s tem? Ne, jaz se pravim, zdaj govoriva že o nekih dogajanjih iz preteklosti. Ki pa so indikativni, ne? To pa so, ne? Ja, ampak gledajte, tudi med predsedniško kampanjo so vlekli težke paralele z predsedniško kampanjo gospoda Peterleta, da je to identičen primer, sicer nisem zmagal, ampak rezultat je pa bistveno drugačen in popolnoma nobenih paralel v tem pogledu ni bilo moč potegniti iz teh zgodb. Jaz mislim, da je vsaka politična na nek način pot posebna, odvisna od okoliščin, na koncu odvisna tudi od sreče in od tega, kakšen pristop imaš. Jaz v vse te korake, ki sem jih delal, sem vedno stopil brez nekega, ne vem, težkega zakulisnega načrta, ampak zelo transparentno navzven, celo tako, da mi v predsedniški kampanji marsikdo ni verjel, pa čeprav je bilo res temu tako. In vse te projekte ali pa projekta, ki se ga nameravam lotiti v prihodnje, bodi si pač znotraj stranke, bodi si drugače, bo vse javno, ne bo nobenih takih, rekel, skritih načrtov. Glejte, ko je Virant leta 2013 zaradi poročila KPK o premoženjskem stanju zrušil Janševo vlado, je, preden je to storil, ponudil tudi tole opcijo. Janša naj se umakne z mesta predsednika vlade, SDS naj postavi drugega premierja in vlada bo šla naprej. To je Janša zavrnil, ni bil pripravljen premierskega položaja prepustiti nekomu drugemu. To vas sprašujem tudi zato, ker se zdaj omenja tudi možnost tako imenovanega poljskega modela, torej Kačinski-Morawiecki. Torej Janša ostane predsednik stranke, mandatarski kandidat SDS-a na naslednjih parlamentarnih volitvah pa ste vi. Je to realno? Je to opcija? Se o tem z Janšo pogovarjata? Zdaj, najprej, kar se tiče vprašanja, kdo je predsednik vlade, pa kdo odstopi, pa tako naprej. Še enkrat, mi imamo v Sloveniji neko politično kulturo, ki mislim, da ni ravno smotrna, da iz drugih strank drugim strankam napoveduje, kaj ne naredijo. Mislim, da je to treba biti pošten, o tem odloča vsaka stranka posebej. In tudi, ko je bilo vprašanje predsednika vlade v tisti vladi 2012-2013, ki je sprejemala prave ukrepe in bila zelo učinkovita, to lahko rečem, je bila odločitev sveta stranke. Sveta stranke. Pač predsednik tedanje vlade in predsednik SDS-ja je pač dal svoj mandat na razpolago svetu in svet stranke se je tako odločil in predsednik stranke je zavezan tej odločitvi. Tako da v tem pogledu mislim, da ni korektno izpostavljati, češ, da gre za nekakšne egoistične težnje. Kar se pa tiče drugega primera, tako imenovani poljski scenarij, pa to ne pride v poštev. Torej, zakaj pa ne? Ne, mislim, da je nemogoče ali pa saj je skregano z mojo naravo, da bi, ne vem, predsednik vlade bil nekdo ali pa da bi bil sam predsednik vlade. Vsi, ki bi imeli politično moč, torej ki bi bili nosilci politične moči, bi bili pa pač zunaj tega kroga. Potem je predsednik vlade v bistvu zelo šibka figura. Ja, tukaj gre za vprašanje neodvisnosti. In to je tudi v bistvu ključno vprašanje vsega tega, o čemer zdaj govoriva in je prav, da v bistvu razčistiva. Ali vi načrte v svoji politični prihodnosti delate sami ali skupaj s predsednikom vaše stranke? Zdaj, jaz lahko delam stvari samo, za katerimi stojim. Torej, če stojim za njimi, pomeni, da se moram sam z njimi ponotraniti. Jih pa koordiniram zagotovo, jih sporočim, jih tudi predebatiram z predsednikom. Glejte, ker Janša je v intervjuju za Demokracijo razkril, da vam je prav on svetoval predsedniško kandidaturo izključno s podpisi volivcev. Je to res? Ja. Torej, to je bila njegova ideja, njegova zamisel? Ja, glejte, po 23 letih članstva in nekaterih funkcijah, ki so, ne vem, predsednik sveta, druga najpomembnejša, da prideš pred svoje strankarske kolege, da želiš kandidirati na lastni platformi, je, verjemite, kar zanimiv izziv. In zato je bil tudi moj prvotni predlog, da kandidiram kot samostojen, ampak z
podpisi, torej s podpisi volivcev, pa hkrati tudi kot kandidat stranke, kar je na nek način omogočilo strukturo, pa tudi smer kampanje, ki sem si jo zadal. Po podpisih, ko je bil odziv takšen na terenu, sem hvaležen, da je tudi predsednik stranke videl, da je ta varianta še boljša, in v tem pogledu je potem padla tudi ta odločitev, da kandidiram kot popolnoma samostojen. To torej pomeni, da je Janša usmerjal vaše delovanje v kampanji, vi pa ste na drugi strani ves čas volivcem zatrjevali, da kampanjo vodite samostojno in jim hoteli dopovedati, da ste od Janše drugačni in neodvisni. Kdo torej zdaj govori resnico, gospod Logar, vi ali gospod Janša? In tukaj se res zdi, da vi vse skozi z njim usklajujete načrte o svoji politični poti, da brez njegove privolitve ne morete narediti ničesar, če pa bi pa tvegali, da vas Janša politično uniči. Zdaj te ali brez njegove privolitve nismo imeli možnosti stestirati, ko sem pač predlagal in zdaj predstavil svojo idejo, da kandidiram za predsednika republike, in ko sem izbral to na nek način srednjo pot, je po nekaj časa se stranka strinjala s tem, da na ta način kandidiram. Zdaj, če se ne bi strinjala, bi bil razmislek pri meni, da grem v samostojno kampanjo. Do tega ni prišlo, ker je pač stranka prepoznala ta potencial in podprla to kandidaturo in v nadaljevanju v bistvu na ta način dala še dodatno priložnost, da sem to kampanjo oblikoval na ta način. Ampak ne vem, kaj je slabega v politiki, če odločitve sporočiš oziroma da se o njih pogovoriš. Mislim, da je ravno to temelj nekega trdnega sodelovanja in v politiki mislim, da je pomembno sodelovati. Ampak dejstvo pa je, da pač zamisel o kandidaturi na tak način ni bila vaša, ampak od gospoda Janeza Janše. Ne, moja želja je bila, in tudi namen je bil, da grem v tej kampanji popolnoma sam predstaviti. Tudi moj volilni štab, to ste sami lahko spremljali, je bil popolnoma ločen in tudi politike, ki sem jo zagovarjal v tej kampanji, je bila takšna, kot jo sam zastopam. Jaz verjamem, da sem marsikoga tudi znotraj strankarskih krogov razjezil zaradi svojih stališč, ampak... Vam je kdo to rekel? Tudi, ja, seveda. Ampak, kaj pa so vam zamerili? Različne stvari, tudi recimo nekateri so pričakovali bolj ostro kampanjo, da se bom odzval na napade in tako naprej. Jaz sem pa vsakmu povedal, da pač si zamišljam politiko tako in na ta način funkcioniram. In zdaj nikako v nobenem pogledu ne bi bila moja kampanja različna, pa niti nesporočilno, niti kako bi delal, če bi tista prvotna varianta obveljala. Edino, kar se tiče finančnega vprašanja, bi bilo bistveno lažje zame, to pa drži. Ker bi vam kampanjo v bistvu uradno vodila stranka. Ja, tako sem pa moral kampanjo v bistvu zato, da sem sploh kampanjo vodil pred donacije. Ja, pa v bistvu, kot ste dejali, prostovoljci so vam v bistvu na prostovoljni bazi. Vse je bilo na prostovoljni bazi. Zdaj Nataša Pirc Musar bo naslednji teden tudi uradno postala predsednica republike. Položaj prevzema v času, ko spremljamo prvo vladno krizo vlade Roberta Goloba zaradi konflikta med premijerjem in zdaj že bivšo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, ki pa očitno v uradu nove predsednice ne bo našla zatočišča, ker bi se zaradi tega med novo predsednico in premijerjem odnosi zaostrili praktično že takoj na začetku mandata. Nataše Pirc Musar, kako vi vidite to situacijo? Gre za načelno ali praktično odločitev novo izvoljene predsednice, da k sebi v urad ne vzame zdaj že bivše notranje ministrice? To je pa čisto njena odločitev, to pa res mislite, ne moram komentirati. Kako pa vidite to situacijo, to vladno krizo? Prej ste nekako omenili že, da sicer so volitve čez 3 leta in pol, ampak da ni nujno, da bo premier isti. Ja. Zakaj? Zdaj, ta teden je res pestro politično dogajanje in jaz moram reči, da me je prvič po 6 mesecih pač te vlade dejansko zaskrbelo za prihodnost Slovenije. Posebej, glejte, izzivi, ki so pred nami, zdravstvena kriza, varnostna kriza, energetska kriza. Kaj pa predsednik vlade pove kot ključno sporočilo pred poslanci? Najini poti za ministrico za notranje zadeve sta se razšli na vprašanju osebnega varovanja. Oprostite, osebno varovanje je nekaj,
o čemer mislim, da v politiki ni mesta za razprave, še posebej pred izzivi, ki so pred nami. Danes bi morali vsakodnevno razpravljati o ključnih strateških vprašanjih, kar se varnosti tiče, kako bomo zdravstveni sistem rešili. Jaz sem v parlamentu na odgovorih v sredo na poslanska vprašanja slišal, da se reforma zdravstvenega sistema pripravlja šele za leto 2024. Pa vemo, da je stanje res alarmantno, ki bi potrebovalo ne gasilske ukrepe, ampak takojšno, nujno politično medicinsko pomoč. Pa se zdi, kot da se s tem vprašanjem predsednik vlade ne ukvarja. Vprašanje energetske krize. Pomoč, ki jo sprejemamo v parlamentu za gospodarstvo, bo za neko težko formulo na voljo gospodarstvu šele marca, aprila prihodnje leto. To bo prepozno. In to so vprašanja, zaradi katere bi moral predsednik vlade odgovarjati na poslanska vprašanja, pa odhajati v studia televiziji, ne pa vprašanje osebnega varovanja. Ampak zakaj menite, da ni nujno, da bo do konca tega mandata državnega zbora predsednik vlade ostal isti? Zaradi tega, ker se ob tako pomembnih vprašanjih ukvarja z osebnim varovanjem. Prostite, to je vprašanje prioritet. In tu predsednik vlade vendarle mora biti nek vizionar, ki se z mikromanagementom ne ukvarja. In mikromanagement, varnostno vprašanje njegove varnostne službe je to. Zdaj imamo pa predsednika vlade, ki 2 točki poslanskih vprašanj odgovarja o zasebnem varovanju oziroma varovanju njega. Potem imamo zdravstvenega ministra, ki pravi, da ne bi bil zdravstveni minister, če ne bi imel 24 ur varovanja. Skratka, nekaj, kar ne bi pričakoval, da se v leta 2022 z prihodom v leto 2023 pogovarjamo v slovenskem političnem prostoru. Ob tem, da ima ta predsednik vlade, da ima ta koalicija najudobnejšo večino v parlamentu v zgodovini Slovenije. Skratka, ima avtocesto za reforme, ima jasno zavedanje, da reforme mora izpeljati in je tudi vsem kristalno jasno, da se mora on prvenstveno pač s tem ukvarjati. In se od njega to tudi pričakuje. In kot volivec, kot državljan, pričakujem, da bo vlada poskrbela za mojo prihodnost, za prihodnost mojih otrok in bo na ta način se ukvarjala s stvarmi, ki so nujne, ne pa ki se tičejo res čistih banalnih vprašanj. Je pa pri tej vladni krizi nesporno tudi to, da vaša stranka SDS, ki je v prejšnjem mandatu Tatjano Bobnar in Boštjana Lindava poslala v Tacen, ki velja za nekakšno kazensko kolonijo, zdaj poudarja strokovnost Tatjane Bobnar in se postavlja kot stranka, ki bo branila neodvisnost policije, pri čemer je ravno Tatjana Bobnar za prejšnjo vlado jasno rekla, da je teptala neodvisnost policije in po njej neusmiljeno čistila. Ja, ampak vse zato jaz v svojih izjavah tudi pazim, da ne prihajam do teh neskladij in mislim, da v zvezi mojih izvajanj ne boste našli tovrstnih diskrepanc. Mislim, da je v politiki to tudi pomembno ravno zaradi vprašanja, ki ga izpostavljate. Ampak politična situacija pa je malce perverzna. Bom kar ta izraz uporabil, se vam ne zdi, da je zdaj SDS tista, ki je, bom rekel, prvi branik strokovnosti Tatjane Bobnar? No, ampak se imamo na drugi strani pa en mesec nazaj, ko so na interpelaciji poslanci koalicije hvalili strokovnost, celo ko je vodja poslanske skupine, gospod Sajovic, rekel, da je gospa Bobnar en od temeljev te vlade. Ja, ampak jaz vas tu sprašujem o stališčih vaše stranke. Se zato vam pravim, da v slovenski politiki imamo zgodovinski spomin in ko je treba paziti, na kakšen način v bistvu tudi predstavljaš svoje stališča. Se strinjam z vami. Neodvisnost in avtonomija sta bili na udaru tudi na RTV Slovenija, kjer so volivci na nedavnih referendumih najbolj odločno podprli koalicijo Roberta Goloba ravno pri noveli zakona o RTV. Gospod Logar, ves čas predsedniške kampanje niste povedali, kako boste glasovali na tem referendumu. Kako ste glasovali? Jaz sem bil proti zakonu. Zakaj ste se potem tako odločili? Glejte, tudi razprava je pokazala, da je zakonska predlogi, ki jih je pripravila koalicija, da so slabi. Mislim, da je zelo dobro to ponazoril tudi profesor dr. Avbelj v zadnji kolumni, kjer je rekel, da se zdaj svet RTV-ja oblikuje na nek delegatski način, kot smo ga bili
priča v času prejšnjega režima. In mislim, da to ni rešitev in še en dokaz, da rokohitrsko spreminjanje medijske zakonodaje ne pelje v pravo smer. Torej ste glasovali tako, kot je želela in predlagala SDS pri tem vprašanju, kaj pa pri drugih dveh? Pri vladi sem podprl zakon, glasovali ste za? Ja, pri dolgotrajni oskrbi sem pa glasoval enako proti. Zakaj pa ste zakon o vladi podprli? Zato, ker mislim, da je to stvar predsednika vlade, da odloči, koliko ima ministrov, da sam prevzame tudi odgovornost. Se pravi, jaz bi šel še en korak dlje, jaz bi tukaj vzpostavil ta kanclerski sistem, da ne predsednik vlade sam določi. Mislim, da tudi ta zadnja izkušnja z gospod Bobnarjo bi ga mu to olajšala, večino v državnem zboru ima zadostno, da to spremeni. Zanimivo pa, da je ravno zakon o vladi med volivci dobil pa najnižjo podporo. Je pa Janša v pismu članom SDS, ki sem ga prej omenil po porazu, še na referendumih zapisal tudi, da glasovom proti ni pomagala niti, citiram, taktična kampanja našega predsedniškega kandidata, to ste vi, ki je javno podprl zgolj glasovanje proti zakonu o dolgotrajni oskrbi. Konec citata. Predvsem pa je po referendumski nedelji izbil spopad na desni sredini. Matej Tonin je prvič nedvoumno povedal, da NSI v vlado, če bi jo vodil Janez Janša, ne bi šla nikoli več, bi pa šla v vlado z SDS. Kako ocenjujete to pozicioniranje Mateja Tonina in Nove Slovenije, ki pri tem stoji za njim? Glejte, politično je zdaj mrtev čas, kakorkoli. Imamo 3 leta in pol do naslednjih volitev, kar se tiče te globalnega pozicioniranja, tako da tega izvajanja gospoda Tonina ne razumem niti časovno, ni logičen v tem umeščanju. Pač politika Nove Slovenije so se na ta način odločili. Zaradi leta volilnih porazov, ne? Na desni sredini se je odločil, da pač skomunicira to na tak način in tudi stranka. Ja, razumem, ampak aplicira pa na neko drugo stranko. Jaz vsem pravim, da je v politiki torej, ko zagovarjaš imaš neko pozitivno premiso zagovarjanja svojih načel, verjetno skrbiš za svojo stranko, za svoje delo, za pač tisti delokrog, na katerega imaš sam vpliv, ne pa da ocenjuješ druge. No. Kakšni pa so vaši odnosi z Matejem Toninom? Vemo, da vas v prvem krogu stranka NSI nikakor ni hotela podpreti in po nekaterih informacijah N1 naj bi bil razlog za to njihovo odločitev vaš aroganten pristop, češ saj Nova Slovenija sploh nima nobene druge možnosti, kot da me podpre. In temu so se uprli. Kaj se je torej zgodilo pred prvim krogom, da vas NSI ni podprla? No, tisti, ki me poznate, veste, da nisem aroganten in da je to pravo nasprotje mojega osebnega karakterja. Osebni pogovori o tem so potekali, jaz sem pač prvaku Nove Slovenije že preden so sami imeli prvo razpravo na to temo, predstavil svojo željo po kandidaturi in da nameravam kandidirati, potem se je pa pač stranka drugače odločila. Kaj konkretno so se pogovarjala, pa to stvar dveh sogovornikov in ne delim teh osebnih razgovorov. Potem ne boste povedali, kaj se je zgodilo, da niste dobili te podpore? Ne, to je njihova pač odločitev, njihova suverena odločitev. Sem jo spoštoval, ni vplivala ne na potek, ne na način naracije moje kampanje, pač svojo kampanjo sem nadaljeval, mislim pa, da je prvi krog potem pokazal vse. Ja, v drugem krogu so vas potem podprli. Za kar sem hvaležen, sem spet obiskal predsednika Nove Slovenije in ga prosil za to podporo. Je pa dejstvo, da je letošnje supervolilno leto pred desno sredino postavilo velik izziv, kako naprej. In če zdaj potegnemo črto, gospod Logar, kaj morajo biti po vaši oceni ključna spoznanja letošnjega volilnega leta in ključni koraki desne sredine za naprej? Najprej, da je treba vsak rezultat dobro analizirati, da je treba tudi tehtno premisliti vse aktivnosti za naprej in da verjetno tudi časovnico temu prilagoditi. Skratka, po mojem mnenju v začetku mandata je na nek način treba vsaki vladi dati čas, morda malce več kot tistih 100 dni, da pokaže dejansko svoj pravi obraz in potem na podlagi tega tudi prilagoditi aktivnosti, predvsem v smeri programa, ki ga posamezna stranka zagovarja. Zdaj, mi smo z volitvami tega leta, aprila tega leta, prišli do neke zanimive dinamike.
Namreč, če boste zdaj pogledali slovenski politični prostor, je od, ne vem, praktično, če vzamemo za začetni stadij Ljubljano, od Ljubljane do predsedniškega mesta levo, mestoma celo skrajno levo usmerjeno. In smo v bistvu prišli v pozicijo v slovenskem političnem prostoru, kjer je ta balans oziroma ta vzvod in ravnovesja, nadzor na nek način porušen. In mi imamo v Ljubljani levega župana, v državni zbor vodi predsednica, ki prisega na leve osebine, predsednik vlade jasno izpostavlja tudi z načinom svojega dela oziroma za politike, ki jo zagovarja levo, mestoma celo skrajno levo politiko, in tudi predsednica države je v bistvu jasno povedala v svoji predvolilni kampanji, da zagovarja oziroma predstavlja predvsem levo volilno telo. Zdaj, to je na nek način za tiste, ki prisegajo na levo volilno telo, morda neka idealna situacija, ampak se vemo, to hitro vodi do zlorabe moči. In ravno tega se jaz bojim in tu zaznavam te vzorce pri predsedniku vlade, ki dejansko zavzema to avtoritarno retoriko, kar jaz rečem, to je prav in tako bo in nihče drug mi ne bo sugeriral, kaj ni naredimo. In zato mislim, da je to neko obdobje, ki bo postavilo klicaje v slovensko politično dinamiko. Ni dobro, da imamo praktično po celi hierarhiji samo v bistvu en politični pol pokrit. Tudi dobršen del moje kampanje je bil namenjen temu, da kot predsednik republike na nek način vendarle poskušaš zamejiti oblastne težnje pač nekoga, ki ima absolutno oblast. Ampak se pravim, volivci so se odločili drugače in zdaj imamo pač še bolj skrajno politično sliko v Sloveniji. Zdaj, avtoritarnost so očitali tudi prejšnji vladi, ki jo je vodil Janez Janša. Kaj pa mora po tem volilnem letu spoznati vaša stranka SDS? Katera ključna spoznanja prihajajo za stranko po tem volilnem letu in kaj mora spremeniti pri svojem delovanju? Jaz želim, da se osredotočimo na tiste vsebine, ki so ključne za razvoj Slovenije. Da ponudimo konkretne rešitve, ampak hkrati tudi, da je na strani koalicije odprtost za dialog. To, kar mene najbolj skrbi, je ta izključujoča zaprtost, ki jo spremljamo v tem zadnjem obdobju strani aktualne koalicije. Na nek način se zdi, kot da je opjanjeno z zmagami iz tega leta prineslo do prepričanja, da imamo vse vedneže zdaj zbrane v slovenski vladi. Pa temu ni tako. So tu izkušnje, so drugačni pogledi in mislim, da je treba, in tisti, ki ima vzvode oblasti, torej tisti, ki ima moč, in predsednik vlade je trenutno najmočnejši človek v državi, ima vso moč, ima izjemno močno koalicijo, večino v državnem zboru in on je tisti, ki bi mogel biti širok. Tisti, ki ima moč, mora biti širok. Tisti, ki je v opoziciji, tisti ne more biti močen. Zdaj v Sloveniji se pa ukvarjamo glavno z opozicijo. Šele v zadnjem tednu se ukvarjamo z koalicijo, ampak samo zato, ker je predsednik vlade zakuhal neko afero, ki je po mojem mnenju čisto nepotrebna. V tem pogledu mislim, da potrebujemo ta preboj v zavedanju, da je treba iskati dialog. Zdaj sem to v svoji kampanji zagovarjal in jaz upam, da je predsednica države, ki je pač zmagala, potem na nek način vsaj deloma ponotranjila tudi to potrebo po dialogu. In upam, da bo ona kot predsednica republike iskala most in iskala ta dialog z različnimi mislečimi in da se bo zavedala, da imamo v Sloveniji svetovno-nazorsko različne državljanke in državljane, ampak da imamo vsi enake pravice. In da moramo imeti mi vsi priložnost izraziti svoje mnenje in tudi udejaniti svoj pogled na razvoj Slovenije.
In še posebej zato, ker je zdaj praktično cela politična hierarhija levo usmerjena, mislim, da je potreba potem še bistveno večja. Veliko več besed najdete za koalicijo Roberta Goloba, kot pa za lastno stranko. Gospod Anže Logar, najlepša hvala, da ste bili gost N1 Slovenija. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Zagotovo bo ta ekskluzivni intervju z Anžetom Logarjem odmeval. Tudi odzive nanj boste lahko našli na n1info.si. Za danes pa, kot rečeno, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.